Govorili bomo o svojem delu, svoji poklicni poti, o delu v milici, kasneje policiji, o manevrski strukturi narodne zaščite in vojni za Slovenijo, kasneje okoli ustanovitve operativno-komunikacijskega centra v Ljubljani in potem v Sloveniji, ter sedanje delo, ki ga opravljam kot predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja in kjer seveda tako z varnostnim osebjem, ki fizično varuje objekte, in tehničnim, ki nudi tudi različno pomoč tudi starejšim v obliki socialnih alarmov, v okviru tehničnih rešitev za varnost doma, hiše in osebno varnost vsakega posameznika. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spet imam novega gosta. Razumete, to je moški. Po vseh ženskah, ki sem jih gostila, je prav, da pridemo tudi do kakšnega gosta moškega spola. Ni kar navaden moški, kajti pobaha se, čeprav ne rad, lahko tudi z več funkcijami in seveda tudi z dolgo delovno dobo. Ko sem se sama bližala 40. letu, sem si rekla, v službi seveda, kako dolgo si zdržala. Vendar sem imela ob koncu kar 41 let delovne dobe in še 4 leta pri predsedniku, ki pa je bila pro bono. Gospod Slak, Branko Slak, pa ima še daljšo delovno dobo, bliža se že skoraj 50. letu. Ker se poznava že 30 let, takrat je bil direktor Policijske uprave Ljubljana, jaz pa tožilka, se bova tikala tako kot se ves čas. Lepo pozdravljen, Branko Slak. Pozdravljeni. Hvala lepa za povabilo. No, vesela sem tega obiska. Govorila bova malo o policiji in malo o zasebnem varovanju, to je zadnja tvoja funkcija, že tudi kar dolga. Pa začniva pri tem, kako je bilo nekoč postati policist in kako je danes. Ja, razlika je očitna, velika. Torej, moja pot po osnovni šoli me je vodila v Tacen pod Šmarno goro. Tam sem začel obiskovati srednjo šolo, kadetsko šolo za miličnike, kadete, ki se je takrat uradno imenovala. Bil sem zadnja generacija, 7. generacija 3-letne šole, takoj za mano, naslednja generacija je imela 4-letno srednjo šolo. No in po končani srednji šoli smo bili vsi razporejeni na policijske postaje oziroma takrat postaje milice. Sama srednja šola je bila izjemno zanimiva, dinamična, torej to ni bila običajna srednja šola. Imeli smo seveda vse predmete, ki so bili na nek način podobni tudi predmetom v ostalih srednjih šolah. Poleg tega izjemno veliko strokovnih predmetov in seveda potem tudi različnih dejavnosti, ki so bile za to dobo fantov izjemno zanimive. Torej različne borilne veščine, različne takšne in drugačne krožke, ki so bili na nek način že usmerjeni v delo v milici takrat oziroma policiji. Skratka, 3 leta srednje šole je minilo izjemno hitro. Kaj pa potem, po srednji šoli? Po srednji šoli smo se pa relativno mladi, 18 let, znašli na terenu. Na policijskih postajah? Na postajah milice. Jaz sem bil razporejen v Ljubljano, torej oddelek milice Ljubljana Vič-Rudnik, kjer sem oddelal 6-mesečni pripravniški staž. Izjemno pomembno je bilo za mladega miličnika takrat, izjemno mladega po srednji šoli, kakšnega mentorja je dobil. Torej, ali je bil mentor resnično pravi miličnik, policist, ali pa seveda se mu to ni na nek način preveč podalo. Tako da
Vkolikor so ti mentorji znali usmeriti in seveda tudi strokovno voditi, so seveda ti miličniki, mladi miličniki postali potem dejansko pravi strokovnjaki na terenu. Tisti pa seveda, ki niso imeli pravih vodij, so pa tudi imeli težave, tako ali drugače. Kdaj si pa pravo začel študirati? No, potem bi mogoče še to povedal. Po končani pripravniški dobi sem bil razporeden na postajo prometne milice Ljubljana in kaj hitro sem tudi napredoval, mislim, da že po prej kot v enem letu za vodjo patrulje na cesti. V bistvu sem bil največ na sektorju od Ljubljane proti Novemu mestu. Je bilo to kar naporno delo nočno? To je bilo ne samo naporno, izjemno zahtevno je bilo. Prvo, kar jaz si moral izjemno dobro se vklopiti v delo pri preiskovanju in obravnavanju prometnih nezgod. Ta cesta je bila znana takrat v 70-ih letih po številnih prometnih nezgodah s smrtnim izidom, hudimi telesnimi poškodbami. Tako da praktično smo se specializirali za obravnavanje prometnih nezgod in manj karkoli ostalega. Kar je pa zelo pomembno, kajti kar ugotoviš v tistih trenutkih po nesreči, je zelo pomembno tudi kasneje za spremljanje postopka, kdo je pravzaprav kriv in kako mu dokazati, če je kriv. Absolutno. To je bilo ne glede na uro, ne glede na letni čas. Kot tožilka sem vedno občudovala policiste. Mi smo tarnali, da je težko, oni so pa mirili, iskali dele, mi smo jih zgolj spremljali, preiskovalni sodnik, tožilec. Tako da zdaj vidim, še enkrat, kako težko je pravzaprav. Ko se vrnem v tisti čas in ko pogledam stanje opreme in seveda vseh možnosti, ki jih imajo danes prometni policisti, ugotovim, da dejansko smo imeli izjemno zahtevno delo. Torej danes je za prometne nezgode na voljo specializirano vozilo z osvetlitvijo, z vsemi mogočimi napravami, ki omogočajo dejansko zelo precizno obravnavo prometnih nezgod. V tistem času smo imeli izjemno slabe baterije. Celo to. Skratka, ni bilo opreme, ni bilo ponoči sploh osvetlitve. Tako da smo včasih imeli kar velike težave z obravnavanjem prometnih nezgod. Še prav posebej pa v poletnem času. V poletnem času smo bili pa na motorjih. In seveda na motorju ni bilo prav veliko prostora za opremo za obravnavanje prometnih nezgod in smo imeli težave z zavarovanjem prometne nezgode, predvsem kako zavarovati prometno nezgodo in potem seveda sam postopek obravnave. To je bilo izjemno zahtevno. Poleg tega pa seveda ne glede na čas, torej po noči, po dnevi, sonce pripekalo. Potem pa še zapisnik je treba napisati. Seveda, kopico težav. In ko se vrnem v ta čas, si mislim, kako smo pravzaprav lahko to tudi strokovno opravili, glede na stanje danes. Ob tem, da še vidiš neko tragedijo, jaz se tega spominjam, nekih prav hudih nesreč, ko je umrl kakšen mlad človek ali pa cela družina. Tako da najbrž pa ste imeli takrat kakšno pomoč psihološko. To se vedno zdaj govori, gasilci, policisti. Je bilo možno to? Ne, takrat ni bilo nikakršne pomoči. Skratka, znajdli smo se sami, kolikor smo vedeli in znali. Bilo je pa hudo, seveda, še prav posebej prometne nezgode s številnimi mrtvimi, ko so bili, mrtvi otroci, nosečnice. A ste potem tudi vi sporočali tem sorodnikom? Seveda. Še to? To je bilo najtežje. Potem, ko smo opravili celotno delo, ki je trajalo mogoče cel dan, je bila ta zadnje opravilo, obveščanje svojcev. To je bilo pa nekaj najtežjega. To pa verjamem. Kako je pa potem potekala tvoja pot, torej od te prometne policije, kam si odšel? Potem sem za kratek čas odšel na upravo za notranje zadeve in sicer na stalno službo. To je bil res kratek čas. In potem sem bil poslan na študij
na Višjo šolo za notranje zadeve. 2 leti je trajala višja šola. No, po tej višji šoli, opravljenem diplomi, sem bil pa razporeden na postajo milice Ljubljana Moste Polje. Za krajši čas oziroma za 1 leto za komandirja oddelka milice Polje leta 1984, pozneje 1986 za namestnika komandirja in leta 1988 sem postal komandir postaje milice Ljubljana Moste Polje. No in sedaj bova zaključila ta prvi del. Prihaja namreč leto 1991, Ja. vojna, in bova nadaljevala po kratkem premoru. Hvala. Cenjene gledalke, dragi gledalci, še vedno se pogovarjam z gospodom Brankom Slakom, ki je imel v svojem poklicnem življenju zelo veliko funkcij. Nazadnje sva ostala pri tem, da je postal komandir policijske postaje Moste Polje. No in sedaj prihaja leto 1991. Kako je bilo v tistem času sicer kratke, vendar hude vojne za Slovenijo biti komandir policijske postaje, in to na območju Ljubljane, kjer je bilo kar hudo. Ja, res je. No, že ko sem bil imenovan za komandirja postaje milice Ljubljana Moste Polje leta 1988, se je čutilo nekaj v zraku, da neke napetosti, da prihaja nekaj, kar pravzaprav ne bo prav prijetno. In dnevno so se dogajali različni protesti, različna gibanja so se aktivirala, različni ljudje so začeli razmišljati o nekih drugačnih razmerah, o nekem drugem svetu, ki je bil za nas takrat na nek način malo drugačen. Pojavljali so se neki ljudje, ki so omenjali neko zgodovino iz preteklosti, ki mi nismo prav dobro poznali. Tako da čas je bil izjemno dinamičen, izjemno zahteven in znajti se moral v nekih novih okoliščinah, ki seveda niso bile takšne, kot smo bili vajeni, oziroma o katerih smo pravzaprav se učili, se pogovarjali v preteklosti. Tako da je bilo stanje takrat dost v nekem vrelišču. No, potem pa pride leto 1989, ko so se že začele v vodstvu, torej pri mojih nadrejenih, kazati neke težnje potem, da se neke zadeve spremenijo, radikalno spremenijo. Potem mi nismo prav dobro razumeli vsega tega, kaj se pravzaprav odvija, tako da smo veliko se pogovarjali, kaj nam seveda zdaj pripravljajo. Negotovo je bilo, tako da to moram še enkrat poudariti. No, potem pa leto 90, ko pridejo na postajo milice k meni ljudje v uniformah teritorialne obrambe in seveda tudi milice, torej moji nadrejeni, in me vprašajo čisto na kratko: povej, ali si za Slovenijo ali si še vedno za Jugoslavijo. Torej, presenetljivo, torej, kaj naj odgovorim? Ali je to provokacija, ali je to karkoli takšnega? To je bilo še v času seveda Jugoslavije. Torej, potem, ko smo se nekoliko bolj natančno pogovorili, so rekli: mi smatramo, da si ti idealen za to, da prevzameš vodenje manevrske strukture narodne zaščite za področje Moste Polje oziroma vzhodne Ljubljane. No in potem seveda je potekalo to delo od leta 90, smo bili že na nek način v tem delu, da smo zbirali orožje, hranili orožje na različnih lokacijah, zbirali ljudi, za katere smo vedeli, da so zanesljivi. Vi ste vedeli več kot vsi mi navadni državljani? Ja, pravzaprav zelo veliko, kar drugi niso vedeli. Torej, mi smo bili pripravljeni na to, da se bo začelo nekaj dogajati.
kar so napovedovali. No in dejansko se je potem junija 1991, torej mi smo bili že leto dni prej v neprestanem delu, predvsem po noči. Po noči je bilo to, torej po dnevi smo Poleg službe. Poleg službe smo upravljali še vse te funkcije. Torej manevrska struktura manevrska struktura narodne zaščite je danes, bi lahko rekel, nekoliko prezrta. Torej, Škoda, če ne bi bilo, tega ne poznamo. ja, če ne bi bilo te manevrske strukture, tudi potem se ta zadeva okoli vojne za Slovenijo ne bi tako dobro zaključila. Torej, to je bil en dober uvod in seveda dobra priprava v to, kar se je potem zgodilo junija 1991. No, takrat smo pa seveda bili vsi pod orožjem. Pri nas so seveda potekale še posebej velike aktivnosti, ker smo imeli na področju Moste Polje veliko kasarno Franca Rozmana z veliko oborožitvijo in bojno močjo, tako da ves čas smo bili na nek način aktivni na tem področju, da seveda ni prišlo do aktivacije vsega tega, kar bi bilo za Ljubljano lahko izjemno tragično. Potem se imamo prav za zahvaliti vam vsem, ki ste to takrat vodili in zdržali. Ja, no, nekaj smo dobili zahval. Drugače pa mislim, da se ukvarjajo zdaj predvsem z neko drugo zgodovino. Ta zgodovina od manevrske strukture, priprav in seveda osamosvojitvene vojne je pa nekoliko prezrta in nihče tega ne ceni, očitno prav veliko. Skratka, ocenjuje se na nek način z nekih drugih pozicij, kar se mi zdi, da ni prav. Saj vendarle živimo v svobodni Sloveniji. No, sem vesela, da so naše gledalke in gledalci tudi to slišali. Mine vojna in kako je s študijem in kako je s prehodom na Policijsko upravo Ljubljana. Ja, takoj po končani vojni, glede na to, so mi na nek način povedali, da smo dobro opravili svoje delo. Sem bil takoj premeščen 7. oktobra 1991 na Upravo za notranje zadeve, kjer sem dobil eno pomembno nalogo, da moram ustanoviti čisto na novo organizacijsko enoto, ki se bo imenovala Operativno-komunikacijski center. Aha, to se pravi, ga prej niti ni bilo. Ne, prej tega To centra je ni ta bilo. center, kamor se kliče Vse informacije. Vse informacije, vodenje, koordiniranje dela, vse to je bilo potrebno narediti. To je bilo potrebno tudi še dodatno znanje. Seveda, to je bilo kar precej dela, da smo naredili projekt, ki je potem se realiziral v praksi. Praksa je pokazala, da je zelo dober ta projekt, dobro zastavljen. Tako da najprej se je ta zadeva odvijala v Ljubljani. Torej, jaz sem postal načelnik operativno-komunikacijskega centra, potem, ko so ugotovili, da je to izjemno dobra praksa za vodenje, koordiniranje in tudi nadzor nad delom policijskega dela na nekem območju, so to razširili na kompletno Slovenijo. Vse policijske uprave so dobile operativno-komunikacijski center in seveda tudi Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Generalna policijska uprava je dobila operativno-komunikacijski center. Še danes deluje dosti dobro. Krasno deluje, to Tako da, spremljamo. ja, ta praksa, moram reči, da je bila izjemno poučna. Kdaj je bil čas za študij? Potem končal si pravno fakulteto in naredil tudi pravosodni izpit takrat. Ja, potem po 2 letih dela na projektu so mi na nek način omogočili, oziroma že predtem sem študiral pravo, potem so mi pa omogočili tudi pravosodni izpit oziroma delo na takrat temeljnem sodišču v Ljubljani, kjer sem prakticiral 1 leto in potem sem opravil pravosodni izpit. Po pravosodnem si postal pa direktor Policijske uprave Ljubljana. Ja, leta 1995. Lepo se spomniš iz tega časa kakšnega posebnega dogodka? No, bil si že nekaj časa, ko je nastopil Ambrus. Ja, to je bila pravzaprav to je bil na nek način zaključek moje kariere na Policijski upravi Ljubljana.
Približno 12 let sem bil direktor policijske uprave. No in takrat so bile tudi zelo negotove okoliščine. Mi smo, moram reči, kar dosti dobro obvladovali to romsko problematiko. Potem pa pride do teh incidentov v Ambrusu, ki so se na nek način mogoče še malo spotencirali. No in seveda potem pride do selitve teh strojenov. To je tista selitev, ki je še sedaj v Ljubljano? Ne, najprej so šli v Postojno. Iz Postojne kasneje so pa šli v Ljubljano. Ja. No, takrat pride do protestov vaščanov Ambrusa, potem tudi okoliških vasi. Skratka, bilo je na nek način kar neka verižna reakcija. Tista zadeva potem zaključna pa se ni dogajala, to vsi govorijo o Ambrusu. To ni bilo v Ambrusu, ampak v Zagradcu. Zagradcu. S tem bova zdaj zaključila ta del, torej ravno pri Zagradcu, kajti že drugi del pogovora je mimo. Hvala. Cenjene gledalke in dragi gledalci, smo čisto v zaključnem delu naše oddaje, v tretjem po vrsti. Tako hitro mineva čas, ker je tako zanimiva tema pogovora. Ostala sva pri Zagradcu. Govorimo seveda vsi o Ambrusu, poznamo bolj to zgodbo. Te to spominja tudi sedaj na sedanje čase, ko je na Dolenjskem kar vre in se marsikaj dogaja. Se spomniš, ko sedaj spremljaš te dogodke? Ja, zelo pogosto. Nekatere zadeve so več ali manj podobne tej situaciji, nekatere pa niti ne so nove. Torej, danes lahko govorimo o drugačni zgodbi okoli romske problematike. Romi so danes, bi lahko rekel, bolje obveščeni, bolje opremljeni, imajo seveda na razpolago vse vire informacij. Nevladne organizacije jih zelo podpirajo. Skratka, imajo kar, bi lahko rekel, en velik korak prednosti pred vsemi ostalimi. Velikokrat se vprašam, kako pravzaprav gledamo na vse to, na to problematiko romsko, z vidika tako človekovih pravic, kot bi lahko rekel, videnja čisto preprostega občana. Na nek način imamo Rome, ki so v dobri kondiciji, pa so več ali manj doma, nezaposleni, na socialni pomoči, ki ni slaba. Potem imamo v romskih naseljih veliko problematike, s katero se pravzaprav nihče ne ukvarja. Torej, imamo deklice, otroke, stare pod 14 let, noseče, rojevajo. Skratka, če bi se poročajo se poročajo, skratka, to očitno gre mimo medijev, mimo vseh, torej, to ni zanimivo, torej, z vidika človekovih pravic. In si postavljam vprašanje, kaj bi bilo, če bi se to zdaj dogajalo med ostalimi prebivalci, v eni vasi, v mestu in tako naprej. Skratka, očitno imamo dvojne vatle, dvojno videnje enake situacije. Nezaposlenost, nekončane šole otrok, nosečnosti, rojevanja, neki geti, pravzaprav, ki živijo res svoje življenje. Veliko se sicer ljudi ukvarja z njimi, nevladniki dobivajo za to tudi sredstva, kar bi bilo seveda prav, da se izobražujejo, da končajo šolo, vendar rezultatov ni predolgo, a ne? Istočasno je pa seveda dejstvo, da ogrožajo ostale prebivalce. Ti si doma z Dolenjske, z Trebnjega, še bolj morda poznaš to. Tudi nekoliko bolj mogoče, ampak dejansko, ko pride do tega ogrožanja, do streljanja in tako naprej, tukaj bi morale biti reakcije seveda bistveno hitrejše in seveda učinkovitejše strani vseh organov. Zdaj, kdo v tej verigi prispeva največ oziroma kdo najbolj zataji, ne vem, težko sodim, ampak mislim, da bi se morala drugače organizirati kompletna veriga pri vzpostavljanju varnosti.
Zagotovo, ker varnost je za vsakega zelo pomembna. Seveda, to je No in temelj. ravno z varnostjo je pa povezana tvoja zadnja služba, sicer tako rekoč po upokojitvi, vendar še kar delaš. Kaj Res je. sedaj delaš? No, jaz sem že 15 let, 16 leto teče, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. No, pa v tej varnosti, kako je poskrbljeno, kdo varuje, kakšne naloge varnostnikov so oziroma pravice ljudi v zvezi z njimi, tudi starejšimi. Torej, čisto grobo delimo zasebno varovanje v dva pomembna sklopa. To je fizično varovanje, to so ti varnostniki, ki jih vidijo ljudje V v trgovinah, trgovinah, potem različni recepcije, poslovni prostori, dogodki, varovanje, diskoteke in tako dalje. In drugo je tehnično varovanje. To je, tehnično varovanje je v tem trenutku, bi lahko rekel, celo bolj napreduje kot pa fizično varovanje. Je to mišljeno varovanje domov, da se... Torej, to je varovanje s tehničnimi sredstvi, torej od različnih alarmnih naprav, kamer, pristopne kontrole, biometričnih različnih naprav. Skratka, socialni alarmi, predvsem za starejše, to je zelo razvejena zadeva. Kaj to pomeni, socialen alarm? Socialni alarmi so različne naprave, ki jih imajo starejši pri sebi in v primeru, da potrebujejo pomoč, stisnejo gumb in seveda dobijo ustrezno pomoč. To, kar je bilo prek Telekoma, Tako. tudi sedaj prek dolgotrajne oskrbe. Tako. No in kaj je recimo problem, s katerim se starejši sreča? Kakšne so pravice varnostnikov do pregleda, nadzora, če prideš v neko trgovino, pa se nekaj dogaja? To ljudi včasih vznemiri. Ja. Torej, varnostniki imajo na podlagi zakona o zasebnem varovanju možnost, da nekoga opozorijo. Torej, opozorilo je to, bi lahko rekel, največkrat uporabljeno strani, to je pravica in dolžnost varnostnika, da opozarja ljudi na različne. Potem je ustna odredba, potem je ugotavljanje istovetnosti, torej ga legitimira. Ampak to, če te osumijo nečesa? Lahko tudi, kolikor to določa red na varovanem območju. Če nekje v nekem varovanem objektu piše, da lahko varnostnik tudi ugotavlja istovetnosti, tisti, ki želi noter vstopiti, obvezen, da da nek dokument. Med covidom ste imeli še več dela, je bilo? Bistveno več. Bistveno. Potem je površinski pregled vrhnjih oblačil. Torej, lahko tudi pregleda vrhnja oblačila, seveda ob soglasju. Kaj pa, če se upreš? Ne, ob soglasju. Ob soglasju. To je pomembno, da ljudje vedo. Ja, ob soglasju. Vkolikor pa seveda tega soglasja ni, varnostnik tega ne sme opraviti. Vendarle lahko zadrži tako osebo do prihoda policije oziroma največ 2 uri. Policija pa seveda izvede potem nadaljnji postopek. To je dobro, da ljudje vedo, ker so včasih zmedeni. So pa tudi alarmni sistemi na domovih, tudi za to so pristojni. Kako obvladuješ vse to? Veliko je članov zbornice, niso pa vsi. Ne, vsi niso. Kaj to pomeni? To pomeni, da članstvo ni obvezno. In štejemo se veliko čas, da imamo zelo veliko članov, ker ugotavljajo, da je to zbornica sama kot taka pomembna inštitucija, strokovna inštitucija, da dobijo pomoč in da dobijo vse potrebno, kar potrebujejo pri svojem delu. Torej, okoli 100 članov imamo. Ki pa imajo množico zaposlenih. Seveda, to je okoli 6500 zaposlenih v zasebni. To je skoraj kot policija, ima 8-9. Nekoliko manj. Nekoliko manj, ne? Nekoliko manj, ne pa veliko. Kako pa se obvladuje? Ljudi imajo izobrazbo, se jih kontrolira? Torej, vsi, ki želijo delati na področju zasebnega varovanja, morajo opraviti nacionalne poklicne kvalifikacije. Tako da za vsako področje je nacionalna poklicna kvalifikacija, seveda ob vstopnih pogojih. Nekje je zahtevana osnovna šola, drugje srednja, nekje višja. Za pooblaščene inženirje varnostnih sistemov je celo potrebna univerzitetna in seveda še posebej določeni drugi pogoji vstopni. Tako da, ja,
Skratka, ugotavljamo, da imamo v tem trenutku dokaj dobro izobražen in usposobljen kader. No, jaz sem tega vesela, ker pred mnogimi leti smo slišali za kakšen neroden dogodek, zlasti global, potem pa kar ne. Če pa se kdaj zgodi, je celo piše in povedo novinarji, da gre za take, ki niso pravzaprav člani zbornice, ki delajo, bomo rekli, na črno. Predvsem. Ja. Predvsem. Ti pa delajo škodo vam. Tako je, in takih tudi nočemo v zbornico. No, to je pa lepo slišati. Upam, da jih bo čim več v zbornici. Hvala za zelo kratek je bil ta pogovor. Jaz bi imela še zelo veliko vprašanj, naše gledalke in gledalce bi marsikaj zanimalo, tako da če bi imeli v živo oddajo in bi lahko klicali, pravzaprav ne bi prišla do besede, ker bi spraševali. Bilo je prijetno, hvala lepa, pa drugič morda še nadaljujeva. Hvala. Hvala lepa.